Pnevmokoki so nevarne bakterije, ki ogrožajo zdravje predvsem majhnih otrok med 1. in 2. letom starosti. Več kot 60% malčkov v starosti do 1 leta denimo zboli za akutnim vnetjem srednjega ušesa. Staršem povzročajo skrbi še vnetja obnosnih votlin in sapnika, pa tudi pljučnice in bronhitisi. Delna zaščita pred okužbami je zdrav življenjski slog ter seveda osebna in splošna higiena. Preprečimo pa jih lahko tudi s cepljenjem. Zato prisluhnimo strokovnjakom. Ja, zdaj kot vodja oddelka za medicinsko mikrobiologijo Inštituta za varovanje zdravja se ukvarjamo predvsem z javnozdravstveno pomembnimi okužbami, se pravi bakterijami in virusom, ki ogrožajo predvsem našo populacijo. Večino je cepilnih zadev že, Najnovejša je pa zdaj, ko se veliko pogovarjamo tudi danes o tem, so pnevmokokne okužbe. Incidenca invazivnih pnevmokoknih okužb je pri mlajših otrocih po 2 leti zelo visoka, 68 na 100 tisoč. Z leti incidenca, se pravi otroci do 4 let najpogosteje zbolevajo in pa incidenca se zelo poveča po 65. letu starosti, tako da pnevmokoki ogrožajo tudi starejše občane. Gre pa za bakterije, ki so, da tako rečem, invazivne, nevarne, se pravi bakterije tudi kolonizirajo našo nosno-žrelni prostor oziroma prostor tako imenovanih nosilcev. Se pravi, to so ljudje, ki prenašajo v nosno-žrelnem prostoru lahko na primer pnevmokoka, vendar sami ne bodo zboleli. Prenašali ga bodo pa na druge. Se pravi, v vrtcih je delež otrok, ki so nosilci, zelo visok in otroci, ki so dovzetni ali pa se spremenijo kakorkoli imunsko, lahko zbolijo potem za temi pnevmokoknimi okužbami, ne glede na to, kakšna je higiena. Je večja, pač v prostoru, kjer so natrpani, je ta prenos, ker je kapljičen, večji, tako da higiena tukaj ne bi pomagala dovolj. Je pa tudi do neke mere, seveda. Če govorimo o pnevmokoku, je v bistvu cepljenje z konjugiranim cepivom tisto, ker konjugirano cepivo za razliko od polisaharidnega zmanjšuje nosilstvo. Se pravi, vpliva tudi na naš nosno-žrelni prostor, da pnevmokoki ne naseljujejo ga več. Se pravi, če zmanjšamo število nosilcev otrok, potem je tudi možnost prenosa med otroci manjša. Šele ko se res že srečajo z hudimi težavami, izvejo, da to cepivo obstaja, tako da v prvi vrsti bi mogli v bistvu propagando, se pravi to razširjati med starši, da obstaja, če ima otrok pogoste vnetje ušes, bronhitise, pljučnice, invazivne zadeve. Se pravi, pogovor s pediatrom je tisti, pediatri naj bi bili tisti, ki naj bi starše seznanjali s to možnostjo cepljenja, da obstaja že nekaj let. Sploh pa zdaj, ko imamo par mesecev tudi pri nas že 13-valentno cepivo, ki pokriva več kot 90% serotipov pri invazivnih obolenjih, se pravi, to cepivo je za te otroke bi bilo uspešno. S tem se zmanjša možnost, da zbolijo za hudimi okužbami, ki jih povzročajo pnevmokoki. To pomeni, zmanjša se možnost okužbe z meningitisom, potem za zastrupitvijo krvi, potem del pljučnice zmanjša, potem še druga obolenja, ki jih delajo pnevmokoki, zmanjša se tudi možnost okužb srednjega ušesa. Smiselno je začeti v 1. letu življenja, da se cepljenje priključi že ob prvem obveznem cepljenju. To je pri 3 mesecih, potem se ponovi čez mesec in pol in potem še 3. cepljenje in v 2. letu je pa ponovno cepljenje.